Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, cenjena gostja, lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli v knjigarni Celjske Mohorjeve družbe na današnjem literarnem večeru, ki ga bomo posvetili knjižnemu prvencu mlade novinarke Veronike Snoj, Novo jaz. Vojna v Ukrajini je obrnila na glavo življenje milijonom ljudi. Med drugim tudi avtorici knjige, ki je v Moskvi sveže začela svojo novinarsko kariero. V le nekaj urah je bila primorana v kovčke stlačiti svoje sveže ustaljeno moskovsko življenje. Z njim pa vse načrte in dolgoletne sanje. V vrtincu pretresljivih dogodkov, v katerih se je znašla, je v njej dozorela želja, da napiše zbirko esejev, spominov in razmišljanj o njeni osebni izkušnji ruske invazije na Ukrajino oziroma o tem, kako domačin ali tujec doživlja to vojaško operacijo na drugi strani fronte med Rusi. Izjemno vesela sem, da sem lahko sodelovala z avtorico knjige pri nastajanju njenega prvenca, še bolj pa, da je kljub številnim obveznostim in študiju v tujini danes tukaj z nami. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. In kdo je Veronika Snoj? Je diplomirana rusistka in umetnostna zgodovinarka. Med študijem je kot novinarka delala za slovensko spletno revijo Domovina. Želja po delu v mednarodnem novinarstvu jo je po zaključku študija ponesla na Poljsko, kjer se je zaposlila pri novinarski agenciji Reuters ter v Rusijo, odkoder je pred začetkom ruske invazije in ob izbruhu vojne poročala za BBC Monitoring. Redno objavlja v slovenskih in mednarodnih medijih. Sedaj se posveča magisteriju na temo bližnjevzhodnih študij na Univerzi v Lundu na Švedskem. Redno sodeluje s slovenskimi in mednarodnimi mediji. Je tudi poliglotka, govori špansko, rusko, poljsko in arabsko. Od zaključka dela za BBC Monitoring, poleg tega pa je študirala in delala v Jordaniji, v Egiptu in v Iraku. Veronika, vaš življenjepis je kljub vašim mladim letom veliko bogatejši od teh nekaj besed. Nam lahko uvodoma poveste še kako zanimivost o sebi? Ljudi še največkrat preseneča to, da govorim toliko jezikov in da hodim po toliko različnih krajih. Še posebej, ko menim, da ne rada potujem, rada živim v različnih krajih, ker vedno poskušam razumeti nekako lokalno prebivalstvo, kako živijo. Zato nekako vedno poskušam iti za dalj časa. Skok v tujino je zame nek nepredstavljiv koncept, vedno moram iti kam za dalj časa, pa po možnosti v kakšen kraj, ko potem mami bolj skrbi. Ruska vojaška operacija je bila glavni razlog, da ste kot dopisnica BBC Monitoringa več kot polovico leta o vojni in ruski propagandi poročali iz hotelov v različnih državah, kjer so vam, kot pravite sami, obrazi čistilk, natakarjev in receptorjev postali bolj domači kot vaše moskovske sostanovalke. Po letu dni negotovosti in vsakodnevnih bivanjskih težav ste se dokončno odpovedali delovnemu mestu, za katerega ste bili nekoč trdno prepričani, da je sijajna karierna stopnička na poti do vaše sanjske službe v mestu, kjer ste se želeli ustaliti. Odkot pravzaprav tolikšno zanimanje za Rusijo? To je dobro vprašanje. Ljudje me o tem sprašujejo že leta in mi je vedno težko odgovoriti. Lahko povem, kdaj se je zanimanje začelo, ne pa zakaj. Začelo se je pa, ko sem imela 13 let. V osnovni šoli sem v knjižnici našla knjigo Zločin in kazen Dostojevskega, zelo primerno čtivo za 13-letnico. To knjigo sem potem prebrala v enem dnevu in od takrat naprej sem zahajala na tiste police v knjižnici, kjer so
ker je bilo moč najti ruske klasike in od takrat nekako sem vedno bolj se poglabljala v rusko literaturo, potem sem v gimnaziji imela ruščino kot tretji tuji jezik, nazadnje sem se še odločila za študij ruščine na filofaksu, na filozofski fakulteti. Ja, prav razloga, tiste srčike, pa je dobro vprašanje tudi zame. Nimam odgovora. Morda naslednjič. Morda. Se izkristalizira. Zapisi nam skušajo prikazati, kako se novojaz uporablja v sodobnih informacijskih vojnah. V dobi lažnih novic, manipulacije in propagande je znanje ključno za prepoznavanje tega ruskega pojava oziroma izraza. Zelo zanimiv naslov, kako je do njega prišlo oziroma odkot ideja in kaj sploh pomeni novojaz. V bistvu sem imela kar nekaj težav z izbiro naslova. Res ponavadi, ko pišem članke, ponavadi napišem naslov na koncu in med pisanjem novojaza te knjige sem tudi upala, da bom dobila kakšen preblisk, ampak nazadnje je bilo kar težko se odločiti. Vendar za ta naslov smo se nazadnje odločili skupaj z urednico, ker po eni novojaz je v bistvu beseda, ki jo je skoval George Orwell, to je pisatelj, ki je poznan tudi po svoji knjigi recimo 1984. On je veliko pisal o totalitarizmu, o nadzoru ljudi. In v bistvu ta skovanka v angleščini Newspeak je potem prevedena v ruščino in slovenščino, isto novojaz. In se nam je zdel primeren naslov, ker po eni strani odraža to novo realnost, novi jezik. To je jezik vojne, ki ni vojna, ampak je specialna vojaška operacija. Na način, ki je blizu tako tistim, ki poznajo Rusijo, rusko realnost, in za tistega, ki morda ni tako, ki se ne zanima oziroma se ne poglablja tako veliko v to temo. Za koga ste pravzaprav napisali to knjigo? Deloma zase, zaradi tega, ker v tistem letu vojne se je veliko zgodilo in se mi zdi, da sem mogla veliko sprocesirati zase, da sem sploh lahko šla naprej življenjem, kot ste omenili. Sem imela načrte ostati v Moskvi več let, vendar se je to potem v prah sesulo v 3 mesecih, tako da iz tega vidika. Vendar sem želela tudi nekako predstaviti situacijo z mojega vidika, je zelo subjektivna knjiga, vendar sem iz točke nekoga, ki se veliko let že zanima za Rusijo in ta postsovjetski prostor. Vendar želela sem napisati za nekoga, ki morda ne pozna toliko o Rusiji, ali morda pozna Dostojevskega, pozna Tolstoja, vendar mogoče o ruski realnosti danes malo manj pozna, da bo za tako osebo to nekakšen vpogled za boljše razumevanje konflikta v Rusije sedaj. Vendar nekako sem pa tudi ciljala na tiste, ki imajo že neko znanje v Rusiji, recimo moje kolege z filozofske fakultete, kot spogledala, da je to nek spomin neke novinarke slovenske v Moskvi v času vojne. Skozi knjigo se znajdemo na drugi strani, v prostoru nadzora nad govorom in v senci velikega očesa. Zakaj ste se odločili za pisanje te knjige in sicer ravno z tega zornega kota? Kakšen je bil sam proces pisanja? Ja, v tem letu se je zgodilo marsikaj in ko sem ljudem omenjala
skozi kaj sem šla sama, sicer pač ni bilo tega tipičnega vojaškega oziroma vojnega okolja, ki si ga ponavadi predstavljamo, ko pomislimo na novinarja, ki pokriva vojno. Pač ni bilo bomb, ni bilo kakšnih zavetišč, ni bilo ran in ni bilo krvi. Je bilo pa cel kup drugih izkušenj, ki so bile rezultat vojne in sankcij in ki jih tudi omenjamo v knjigi. Recimo, samo kako dostopati do plače, to je postal že pravi izziv. In ja, ko sem omenjala ljudem te dogodivščine, v narekovajih, so rekli, ti moraš to nekaj objaviti, nekaj moraš napisati. Tako da to je bila kot neka spodbuda. Poleg tega pa Se mogoče lahko kot zanimivost dodate, kako dostopati do plače. Zelo zanimiv trinek. No, tako je bilo. Jaz sem bila zaposlena v Rusiji. Jaz nisem imela neke mednarodne pogodbe. To pomeni, sem imela rusko pogodbo, plačo v rublih, na ruski račun. Praktično v prvih dneh vojne so sankcionirali banko, na katero so me nakazovali plačo, tako da v bistvu iz tiste banke ne bi mogla nikamor izven Rusije nakazovati nobenega denarja. Ampak takrat sem bila še v Rusiji, sem nekako upala, da bo vse minilo oziroma da bom lahko ostala. Težava pa je nastala takrat, ko so nas evakuirali iz Rusije, tako da nisem imela dostopa do mojega bančnega računa, oziroma lahko sem videla stanje na bančni aplikaciji, ampak nisem mogla fizično sploh uporabljati denarja izven Rusije. In potem nekaj mesecev po začetku vojne mi je kolega povedal, da lahko dostopam s pomočjo bitcoinov. Tako da sem začela nakupovati bitcoine, zato sem dostopala do moje plače, sem jih potem kupila, prodala, dobila evre. Tako je bila dosti kompleksna operacija, sem jo par mesecev sem to delala. Potem ti nekako preovrednotiš to, kako lahko oziroma težko je dostopati do plače po takšni izkušnji. Ker v bistvu nikoli nisem vedela, koliko dejansko bom dobila v evrih ven, zaradi tega, ker je bitcoin volatilen. Poleg tega sem morala, ker so v bistvu tudi kot spletna mesta za nakupovanje bitcoinov so tudi zaradi sankcij zapustile ruski trg, tako da ostale so predvsem tista tržišča, ki so bila bolj obskurna, pri katerih si mogel nekomu drugemu direktno na račun nakazati denar in upati, da ti bo dal bitcoine, tako da kar napeta izkušnja samo za tako osnovno stvar, kot je plača. Ki se je na koncu potem razpletla, ne? Ja, recimo. Ja. Morda še kakšna beseda o samem procesu pisanja? V bistvu sem začela, takrat še nisem imela nobenega koncepta, tako jasnega koncepta v knjigi, ampak opazila sem, da se veliko dogaja, tako da sem pa začela že kar po parih mesecih po začetku vojne, sem začela nabirati material, sploh od tistih prvih tednov oziroma tednih pred vojno, sem pač zbirala, sem shranjevala članke, komentarje različnih politikov, ljudi, kakšne meme, takšne materiale. Potem pa sem v bistvu največ časa sem knjigi posvetila lani, poleti in jeseni. Upala sem, to je deloma odgovor zakaj tak pristop, upala sem, da bi lahko šla v Ukrajino, ker čeprav sem jaz delala v mednarodni medijski hiši, v okolju, kjer je bilo precej nastrojeno, v bistvu so bili proti vojni, tudi sama se nisem strinjala z vojno, tako da nisem imela tistega, kako bi rekla, tipičnega ruskega pogleda znotraj Rusije, ampak vseeno sem mesece in mesece brala in sledila ruskim medijem, ruskim družbenim omrežjem in to je bila ena stran konflikta in nekako sem upala, da bi lahko tudi se malo bolj seznanila z ukrajinsko stranjo, vendar je
to postalo malo težko, nisem želela iti na lastno pest, če bi šla delat za koga, ampak se nažalost to ni išlo. Potem sem pa rekla, ok, ja, v Ukrajino v tem trenutku res ne moram iti, ampak se mi zdi ta izkušnja vseeno tako dragocena, da se splača natipkati, zliti na papir. Pišete v lahkotnem, izjemno zanimivem slogu. Kateri avtorji ali dela so vas navdihovali med pisanjem? Ste se morda želeli izogniti kakšnemu specifičnemu slogu? Ja, želela sem se izogniti suhoparnosti. Nisem želela napisati kakšne akademske knjige. To vam je zagotovo uspelo. Hvala. Ja, želela sem pisati v slogu, ki bi bil berljiv za nekoga, kot sem rekla, ciljna publika je nekdo, ki se mogoče ne poglablja tako v Rusijo, tako da nisem želela preobremeniti same knjige s preveč imeni. Ja, so pomembna, ampak za nekoga, ki recimo živi v Sloveniji in je videl, da je Rusija napadla Ukrajino, katera imena oziroma kateri podatki so relevantni v tem kontekstu. Tako da to je bil nekako moj pristop. Zelo rada imam slog poljskega novinarja, pisatelja Ryszarda Kapuscinskiego. On je v bistvu bil novinar, ki je delal v času komunizma za poljsko novinarsko agencijo in je poročal z Bližnjega vzhoda, tudi z Rusije, z Latinske Amerike, Afrike. In sicer njega nekako obtožujejo, da včasih ni bil preveč natančen. Jaz sem se temu res poskušala izogniti, sem pač res preverjala podatke. Ampak, kar mu pa vsi priznavajo, je, da ko bereš njegove knjige, da dobiš občutek, kako je dejansko bilo za ljudi, ki so doživljali tisti dogodek na mestu. Tako da to je bil nekako moj navdih. Drugi navdih je pa knjiga ameriške novinarke Kim Barker. Ona je delala v Afganistanu in Pakistanu in je napisala spomine o svojem večletnem poročanju tam. In kar mi je bilo pri njeni knjigi všeč, je, da včasih novinarji imajo tako malo bolj paternalističen pristop ali pa govorijo veliko o trpljenju oziroma kako se žrtvujejo za svoje poročanje. Jaz se s tem pristopom ne strinjam oziroma mi ni preveč blizu zaradi tega, ker mi kot tuji novinarji smo privilegirani, da gremo nekam. Mi lahko vedno gremo stran. Ja, mogoče te lahko strpajo v zapor, ampak ti imaš vedno opcijo, imaš vedno potni list, ki ti je v bistvu popotnica v svobodo. Veliko tistih novinarjev, ki pa delajo v lokalnem okolju, pa te opcije nimajo, oziroma če grejo ven, ne grejo domov, ampak grejo v neznano. In njena knjiga je uporablja zelo humoren slog. Res sem se zelo nasmejala, ko sem jo brala in sem želela nekako, ja, je zelo tragična zgodba, vojna je vedno tragična, konflikt, smrt, ampak to vsi vemo, tako da nekako je treba narediti celo izkušnjo berljivo. Ne da se smejimo nad vojno, ampak da priznamo te elemente, ki niso vedno najbolj patetični. Vas povabim sedaj k branju enega odlomka, ki bo občinstvo popeljal v samo zgodbo. Tako bom prebrala odlomek iz poglavja Delo na daljavo. Ko vam nekdo omeni, da je novinar, se vam pred očmi zelo verjetno zariše podoba človeka, ki z mikrofonom v roki stoji pred kamero in poroča s terena. Poročanje z neke določene fizične lokacije je še vedno moj najljubši novinarski pristop, saj menim, da lahko s svojo neposredno prisotnostjo, sploh če gre za dogajanje v tujini, zajameš bistveno več informacij in lažje nabiraš ideje za zgodbe, ki bi lahko zanimale tvoje bralce. So pa medijske hiše v zadnjem desetletju, v katerem se je razbohotil internet,
ugotovile, da je to vrstna oblika novinarstva precej draga in da se vanjo splača vlagati samo toliko, da jim vsako leto še uspe kandidirati za kakšnega Pulitzerja, novinarskega Oskarja. Večino svoje novinarske kariere sem tako na žalost delala za pisalno mizo ali pa ob hotelski posteli, ki se ni nahajala v državi, o kateri sem poročala. Zaradi nove ruske vojne zakonodaje, ob kateri vsakem posamezniku, ki se nahaja na ruskih tleh, ob uporabi besed vojna in invazija grozi nekajletna zaporna kazen, so tako tuji kot ruski mediji, ki so bili proti vojni in so si to lahko privoščili, vključno z medijem, za katerega sem delala sama, evakuirali svoje sodelavce iz Rusije v tujino. Poročanje o dogodkih v Rusiji se je tako preselilo na Nizozemsko, v Latvijo, Armenijo, Črno goro, v mojem primeru v Gruzijo in Srbijo. Večini teh držav so prepovedali ruske televizijske kanale, YouTube in spletne strani. To je sčasoma začelo oteževati delo naše ekipe, ki pa je morala ruske medije spremljati cel dan. Vsako jutro smo držali pesti, da bomo še imeli dostop do strani določenih časopisov in bomo preko kakšnega drugega satelita še vedno lahko spremljali rusko televizijo. Za dostop do ruskega interneta smo iskali VPN in obskurne alternativne spletne strežnike. Pravi izziv je postal celo dostop do ruskih uradnih virov, kot so razna ministrstva in druge institucije. Težave pri dostopu do medijev pa niso bile vse. Kot sem omenila zgoraj, menim, da je veliko težje o čem poročati, če tega ne občutiš na lastni koži. Res je, lahko bereš o sankcijah, toda to ni isto, kot če se odpraviš v rusko trgovino in vidiš, da določenih izdelkov ni več na policah. Ne moreš okusiti nove, ruske alternative McDonald'sa. V primeru ruske invazije na Ukrajino je delo preko spleta postalo hkrati blagoslov in prekletstvo. Omogočilo je varno zaledje, s katerega lahko objektivno in neodvisno poročaš o ruski politiki. Hkrati pa ravno ta fizična razdalja tako ruske novinarje kot dopisnike mednarodnih medijev počasi trga od ruske resničnosti. Nekateri trdijo, da je distanca boljša, saj lahko hitreje in bolj objektivno pišeš o dogodku, ko si daleč stran od policistov, solzivcev in gumijevk. Ko nisi v neposredni nevarnosti, bo tvoje poročanje teže zameglila samocenzura, podzavesten strah pred oblastmi, ki zasledujejo tako tebe kot tvoje bližnje. Sama pa se bojim, da se v primeru, ko si manj v stiku z neko lokalno resničnostjo, v tvoje misli veliko lažje začne pritihotapljati orientalizem, pogled na tisto, kar ti je bilo domače, kot na nekaj tujega, in zato nekaj, kar lahko zdaj hitreje popredmetiš in obsojaš. Veliko lažje začneš na spletu kričati o tem, da so Rusi strahopetci, svinje, kače in podgane, ki bi se morali nehati skrivati po svojih luknjah in enkrat za vselej pospraviti svojega predsednika pod zemljo, pa bo svet spet krasen. Hvala lepa. Glede na negotovost, stresnost situacije in vsakodnevne težave nam zaupajte, o čem vam je bilo najtežje pisati? Bi rekla, da na različne načine, različni deli knjige. Bi rekla, da kar mi je še najbolj v jok spravljalo so tista poglavja, ki govorijo o tednih pred vojno, pa o tistih dnevih, ko se je vojna začela in tistih prvih tednih po vojni. Tistih tednov se še vedno kar velikokrat spominjam in ja, je kot je obdobje, ki je res drastično spremenilo moje načrte za prihodnost, tako da je bilo tako čustveno, iz čustvenega vidika najtežje to podoživljati še enkrat. Drugače pa bi rekla, da čeprav sem omenila, da nisem želela
obremeniti knjige s preveč imeni, preveč podatki, vseeno določeni podatki pa so ključni, vsaj po mojem mnenju, za sploh, da lahko postaviš neko strukturo za razumevanje Rusije. Tako da so določena poglavja, kot je recimo poglavje Državni sovražnik, o določeni zakonodaji, ki je v Rusiji sicer prisotna že kar nekaj let, ampak se je v mesecih pred vojno in po začetku vojne v bistvu ostrost teh zakonov se je stopnjevala do včasih absurdnih stopenj. In ja, mi je bilo težko pisati iz vidika, kako ustvariti neko ravnotežje med nesuhoparnostjo pa vse informativnostjo. Ja. Se je vaš pogled med, se pravi, na doživetje in opisane dogodke med samem procesu pisanja knjige kaj spremenil ali pa je pisanje ustvarilo neko določeno distanco? Se mi zdi, da je ustvarilo določeno distanco, bolj iz nekega čustvenega vidika, kot sem rekla, včasih je kar težko še enkrat podoživljati tisto, kar si šel skozi. Ampak vseeno sem upala, da bo malo bolj pomagala na tistem čustvenem nivoju, pač še vedno se zelo spominjam tistega leta in ja, včasih me še vedno spravi v jok. Ja. Ampak bi rekla, kot da ja, sem nekako strnila misli v neko obliko, tako da to definitivno pomaga. Glavno sporočilo knjige je vsekakor večplastno in zajema številne teme. Kako bi ga vi povzeli oziroma kaj je za vas tisto glavno sporočilo, ki ste ga želeli posredovati bralcem? V Rusiji oblasti imajo zelo radi neko frazo, ki pravi, ni vse jednoznačno, to pomeni, ni vse enako, ni vse glih. In v bistvu včasih s temi besedami opravičujejo, da je problematika večplastna oziroma ja, da ne moreš reči, da je to črno, da je to belo. Ja, in izrabljajo to situacijo, ker nikoli stvari niso črno-bele, ampak oni ta izraz dostikrat uporabljajo v nekem pogledu, da ja, v bistvu Rusija dela prav s tem, da napada Ukrajino, v bistvu je kot argument za napad. Ampak moj cilj tukaj je bilo tudi predstaviti, ja, ni vse črno-belo. Jaz sem recimo, tudi v knjigi omenjam, jaz se z invazijo ne strinjam, najraje bi videla, da je konc, da je sploh ne bi bilo nikoli. Ampak vseeno, Rusi niso en blok, ena enota, niso vsi monstruozne zombi, imajo različne zgodbe, različne tegobe in to tudi vpliva na to, kako so na samo vojno reagirali. In upam, da sem lahko tudi njihove zgodbe in to večplastnost posredovala v tej knjigi. Je še mogoče kakšna anekdota, dogodek, ki vas je poleg vsega, o čemer sva že danes govorili, posebej zaznamoval, ki bi ga morda še pobliže opisali občinstvu? Iz knjige? Ja, iz knjige, seveda. Kaj pa bi vi, a vam je kaj vam ostalo? Meni je bila cela knjiga všeč. Ja, o bitcoinih sem že povedala. Ja, na nek način morda je zanimiv, ker jaz sem prišla v Moskvo med korono, tako da sodelavcev v živo nisem niti videla, dokler se ni vojna začela, nekaterih niti nisem videla, dokler nismo bili na letališču, prav v živo. Tako da na nek način sem bila skoraj več v stiku z Rusi, potem ko sem bila izven Rusije. Ja, to je mogoče tak zanimiv pogled. Ponavadi greš v neko državo zato, da si domačini, ampak pri meni je bilo pa drugače. Ja.
Ob koncu vas moram vprašati, kakšni so vaši tako imenovani ruski načrti za naprej? Imate kako vizijo, željo? Prav, nažalost se mi zdi, da v Rusijo še kar nekaj časa ne bom mogla iti. Zato v bistvu sem razmišljala potem, ko sem dala odpoved v službi, kaj naprej, ker v bistvu sem gradila več let. To pot v Moskvo sem iskala zaposlitvene možnosti kot Slovenka v tujih medijih v Moskvi, ki bi bili pripravljeni čez cel proces, da mi naredijo delovno vizo in vse to. In ja, to je bilo večletni trud, ki se potem razblinil v prah, kot sem rekla. In ja, potem sem razmišljala, kaj naprej. Mene je že prej, kot sem rekla, jeziki me zelo zanimajo in sem izkoristila to priložnost, da sem lahko malo bolj poglobila v arabščino. In nekako moj cilj zdaj je povezati znanje ruščine in znanje arabščine oziroma ruskega in arabskega sveta in nekako v tej smeri še nekako ohranjati to zanimanje za ruščino in Rusijo ter nekako iti naprej za to življenju. Ne samo čakati, da bom lahko šla v Rusijo. Je na vidiku še morda kakšna knjiga, ki je skrita po ozadju? Idej je veliko, ampak zdaj se posvečam študiju, tako da mogoče malo kasneje. Hvala lepa. Spoštovano občinstvo, sedaj vas vabim k sodelovanju. Prepričana sem, da imate zagotovo kakšno vprašanje, vas karkoli zanima. Veronika, zato ker tukaj z besedo na dan. Izvolite. Hvala, Majda. Kakšen je bil odnos oblasti do vas, različne sorte tujcev, recimo na začetku, ko pravzaprav ni bilo jasno, kaj se v resnici tudi v Ukrajini dogaja, kakšne sorte operacija je to? A ste že čutili, da vas, ne vem, preverjajo, kategorizirajo, se vas želijo znebiti, vas želijo indoktrinirati? Kakšne občutke ste imeli? A to mislite, ko se je vojna že začela, ali že prej? Ja. V bistvu neka sumničavost sem jaz občutila že preden se je sploh vojna začela. V bistvu že to, da sem pol leta čakala na dovoljenje za delo. To je po mojem veliko pove. Ampak tudi, ko sem prišla nekako deloma zaradi zakonodaje, ki se je začela zaostrovati, in deloma tudi zaradi, ko si ti v Rusiji kot tujec, čutiš, da si tujec. Vedno. Ne zaradi tega, pač na zuniji se mi ne vidi, na zuniji bi mislila, da sem Rusinja. Ampak vedno moraš imeti potni list, pa še 3 druge papirčke, ki so pač izgubiš v 3 sekundah, ampak če jih nimaš, te lahko deportirajo. Ni nujno, da te deportirajo, ampak je vedno tista možnost. In vsaj jaz pač sem počasi postala malo paranoična glede tega. To ni nič novega, to da moraš skozi imeti potni list pri sebi, pa tam so določeni dokumenti, ki jih moraš skozi imeti. To sem že prej, ko sem bila med študijem tam, sem že videla, pač tako funkcionira v Rusiji in sem to sprejela, ampak vseeno čutiš, da nekako vedno nek pritisk je tam zraven. Je pa tudi v nekaj tednov, preden se je vojna začela, v bistvu so se oblasti začele znašati nad Deutsche Welle. To je v bistvu kot neki nemški BBC, neka alternativa, medij za neko nenemško publiko. In so začeli Ministrstvo za zunanje zadeve oziroma njihova predstavnica za tisk je začela groziti, da BBC je pa lahko naslednji, tako da jaz sem potem v tistih dneh, sem bila skozi na trnih in vsak dan, ko sem ga preživela, pa sem videla, da je BBC še vedno v redu. Lahko, ok, še en dan. Ja, pol pa, ja.
Še bo tak, kakšno vprašanje? Čisto vsakdanje? Izvolite. Se lahko tudi tako, ja, se sliši. Ja. Recimo, jaz nisem poznavalka Rusije, me pa zanima, kako so recimo ljudje s katerimi si bila mogoče v stiku, pa tako, kako so oni nekako doživljali ta začetek vojne, ali so pričakovali, ali se niso upali karkoli odzvrti, kakšno vzdušje je recimo med njimi? Med Rusi, mojimi sodelavci. Recimo, ja. Aha. V tednih pred vojno so bili določeni dogodki, ki nam niso bili všeč. Recimo, en teden oziroma par dni prej je bila neka novica, da so zdaj ali bilo z Donetska ali Luhanska, v glavnem iz Donbasa, da so začeli evakuirati v avtobusih ženske in otroke v Rusijo. In to je bilo pred vojno. In mi smo videli tisto novico, meni se je bila v petek zvečer. In smo bili, nam ni bila sploh všeč. In ja, potem, ampak vseeno se mi zdi, da vidiš te novice, ko gledaš retrospektivno, se ti zdi, ja, ni bilo druge, vojna enkrat v nekem trenutku je morala začeti, ampak takrat nekako pospraviš to nekam in upaš, da se ne bo nič zgodilo. In to ni bilo samo v mojem primeru, se mi zdi, da lahko govorim za ljudi, ki so bili okoli mene. Probaš ignorirati, da se bo karkoli slabega zgodilo. Ja. Še kdo? Kakšno vprašanje? Gostja bo z veseljem odgovorila. Povej o prepričanju, ki ga imajo Rusi, da so silni. Zelo zanimivo. Ja, je recimo ta koncept, da so Rusi močni, da lahko zdržijo. In dokaz je recimo, Napoleon je pospravil z vsemi, ampak z Rusija ni mogel premagati. Isto s Hitlerjem, to, da recimo Leningrad je bil ne vem koliko časa, so ljudje umirali od lakote, ker je bil oblegan. In to je nekako privedlo k temu, da da obstaja ta koncept neke ruske trdoživosti in da s tem, da so trdoživi, lahko preživijo karkoli, ampak na račun česa. In z vojno, z invazijo, je ta koncept spet prišel na plan, sploh, recimo tudi moja Cimra je o tem govorila, pa je postala kot ena pomembna naracija ruske propagande na televiziji, recimo, so govorili, ja, ampak mi smo trdoživi, mi smo silni, mi bomo že zmogli, bomo že šli skozi to. In to je postal argument za vse sankcije, recimo, bomo že, smo trdoživi, bomo že brez neke zahodnjaške produkcije ali pa nekih zahodnjaških izdelkov, ker mi lahko zdržimo karkoli. Ampak, za kakšno ceno? Drugo vprašanje. Ja. Hvala lepa. Še morda kakšno vprašanje? Spoštovani, hvala lepa za vaš obisk, za vašo pozornost. Vam, cenjena gostja, pa najlepša hvala za današnji pogovor. Vabim vas seveda, da njeno delo podprete tudi z nakupom knjige, danes po znižani ceni, ki vam jo bo seveda z veseljem tudi podpisala. Ob koncu vas želim še povabiti na naše nadaljne dogodke v mesecu oktobru, in sicer že v soboto, 5. oktobra ob 10. uri na pravljično dopoldne, ko vam predstavimo Jesen v smrčku, Mižek Miža in Kino z Muco Ino, na literarno matinejo 14. oktobra ob 11. uri, kjer boste izvedeli več o knjigah Nihče ni sam, Petre Sokupove, Gost v hiši, Alene Mornsteinove in Upanje njene matere, Francine Rivers. Ter na večer otroških knjig, to pa bo 16. oktobra ob 17. uri, ko bomo vstopili na vlak domišljije in se odpeljali v svet škratov, vitezov in snežnih sanj. Vabljeni, v imenu Celjske Mohorjeve družbe bi se vam, draga Veronika, rada iskreno zahvalila za zaupanje in iskreno čestitam
ob vašem knjižnem prvencu. Res hvala. Hvala.